Ko obiščemo katerikoli etnografski muzej po svetu, lahko povsod občudujemo različne pletarske izdelke, izdelane v daljni preteklosti ali pa danes. Tako je tudi v Slovenskem etnografskem muzeju. Koši, košare, jerbasi, opletene steklenice, cekarji, peharji, narejeni iz leske, vrbe in slame, kažejo povezanost človeka z naravo in izdelovanje uporabnih predmetov iz naravnih materialov, ki jih najde v svoji okolici. Sredi neokrnjene narave na črnovrški planoti v Predgrižah živi pletar Karel. Male in velike košare ter koše izdeluje iz leskovih viter. Vitra je tanek trak lesa, ki nastane tako, da sveži leskovi palici odstrani lubje, naredi začetno zarezo, potem pa palico postavi na koleno in jo upogiba. Palica rahlo poči in vitra se odpre. To upogibanje pa ponavlja do konca palice. Iz ene palice naredi več viter. Karel zelo dobro pozna naravo v vseh letnih časih. Z veščinami, ki jih je pridobil že v otroštvu, je eden tistih pletarskih mojstrov, ki na vprašanje, koliko košar in košev je spletel v življenju, ne pozna odgovora. Verjetno pa vsaj eno ali enega vsak dan. In kako nastane košara? Karel vitre vpleta v osnovo. Osnovo predstavlja leseno dno z rebri, oblikovan pa ima tudi že ročaj. Vitre vpleta enkrat iz zunanje in enkrat iz notranje strani. Ko vplete celotno dolžino vitre, nadaljuje z novo in obe spretno spoji. Pletarstvo ima zelo dolgo zgodovino. Odtise pletarskih materialov so odkrili že v najdbah iz kamene dobe. Košare so uporabljali že lovci in nabiralci ob koncu kamene dobe. Košare so imele vedno pomembno vlogo pri zbiranju, shranjevanju in pripravi hrane. Nosimo jih z rokami, nekatere pa so oblikovane tako, da se nosijo na hrbtu ali celo na glavi. Zakaj pa so košare še zanimive? Mogoče zato, ker so lahko napolnjene z miti. Pri Mezopotamcih so košare veljale za otroke bogov. Iz egipčanskega obdobja faraonov pa je znana košara iz papirusa, namazana z ilovico in smolo, v katero je mati položila dete Mojzesa, da je plul po Nilu in ga tako rešila smrti.
Košare imajo svoje mesto tudi pri začetkih zelo priljubljenega športa – košarki. Žoge so sprva metali kar v košare. Ker pa je bilo naporno žoge pobirati in vleči iz košar, so jim odrezali dno. In tako se je začela razvijati košarka tudi v tekmovalnem duhu. Najboljše pa so seveda tiste košare, ki so napolnjene z dobrotami. Taka je na primer košara za babico, ki jo je nosila Rdeča kapica. Zvrhan koš dobrot pa v decembrskem času nosi Dedek Mraz. Kaj pa ti? Pomisli, da bi bil svet lahko lepši, če bi namesto plastičnih vreč za nakupovanje uporabljali košare. Kako je lepa Karlova košara, kar kliče potem, da z njo stečemo v gost, po kostanje, gobe, borovnice, jagode.